Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Spet po dolgem času bomo skupaj snemali video. Za razliko bomo danes imeli skeč na koncu videa. Vsi vemo, da hočemo imeti najbolj napredne stvari, valjda najbolj napredne stvari so elektronske stvari. Ampak napredne stvari stanejo ogromno in valjda si ne moramo vsega to privoščiti. In danes bom predstavil eno tablico, ki je dostopna skoraj vsem. Na hitrico vam bom predstavil Huawei MediaPad T5. Evo, na hitrico sem unboxal, nič tako posebnega. Noter še dobimo ponilec, ampak nas zanima tablica. Evo, tablico sem že uporabljal približno 2 tedna, no jaz sem imel super čas z njo, dosti sem poslušal glasbo na tem. Največ časa na tablici sem preživel na YouTubeu, po navadi, ko sem šel spat, sem šel malo muzike poslušati. Imel sem se super z njo, dobesedno dela super, prvo sem se da malo štekala, kaj gre v levo pa desno, ampak dela, pogledajte, da kaj pokažem. Všeč mi je, da se tablica hitro odziva, kar prvo nisem pričakoval, da je malo manjša tablica, da lahko imaš skoraj vse posod poleg, v torbi, na hrbtniku, bilo kje v torbici. Naprimer, greš na neko potovanje starši, ne vem, na morje, lahko imaš tablico takoj ven, če hočeš imeti malega telefona, oziroma malega, to je veliki telefon, ampak proti tej je mali, in se mi zdi kar zabavna. Ima tudi dve kameri, sprednja kamera je 2 megapiksla in zadnja kamera je 5 megapikslov. Ekran ni OLED, ampak je LCD, kar je tudi super, ni najboljši, ampak je vseeno super za uporabo. Ločljivost pa je Full HD. Ta 2 tedna, ko sem jo uporabljal, z njo nisem imel nobenih problemov, nikoli ni zaštekala, delovala je tekoče in gladko, kar mi je všeč, sem že prej povedal. Najbolj smešna stvar oziroma zanimiva stvar za to tablico je, da je samo 200 € in to mislim, da se lahko vsak prišpara, ker mimogrede, danes so ene tablice, ki stanejo preko 2000 €. Današnji video sem spet malo hodil po Mariboru z Marcelom in vam nekaj povem, 100% je že bil do nekakšnemu zmenku, mogoče pa niste bili, pa še boste šli. In preden ti reša zmenek, te valjda mora nekdo povabiti in ti biš neko vabilo na zmenek. Razumeš, ti reš do punce, rečeš, alo punca, ful si lušna, a pa alo Oskar, kak si pa ti dan slušen. Šla mogoče z mano na zmenek, ker si kot cvetlica na travi, razumeš, to je zdaj bil ful slabo, kar sem zdaj rekel, tega prosim ne uporabljajte. In zato sem šel in me je zanimalo, na kak način ljudje druge povabijo na zmenek, pa smo šla malo po Mariboru spraševati, kakšno so dobili najslabše povabilo na zmenek. Kako je najslabše povabilo na zmenek, ki si ga le dobila? V eni sem bila, pa sem bila pijana kot krava. Pa je vprašal, če lahko nema ven, pa sem rekla, da ne. Ker si bila pijana, drugače bi rekla ja? Ne. A ne bi rekla? Ne bi rekla. A ok, najlepša hvala vi. Kakšno je bilo tvoje najslabše povabilo, kaj si ga dobila na zmenek? Nisi upal v živo vprašati, pa je sam prek telefona napisal. Dobil si prek telefona. Si dečki, to morate malo bolj v živo. Ja, najslabše povabilo na zmenek je bilo, ko sem jaz punco povabil na nogomet, pa sem pač rekel, če gre na fuzbal, ona je pač seveda rekla ja. In ko smo gledali tekmo, je ženska vse drugo gledala razen fuzbala, ne. In pol sem vseeno ugotovil na koncu, da ni bila za nogomet. Kakšno je bilo tvoje najslabše povabilo na zmenek, ki si ga le dobila? Ja, nekdo me je povabil na otok, Mariborski otok. Res? Au, dečki, malo se morate boljše, ne? Katastrofa. Kako je najslabše povabilo na zmenek, ki ste ga le dobili? To je težko se zdaj spomniti toliko nazaj, vendar vseeno ne bi vedela točno, kaj je to povabilo. Definitivno pa sem bila na kakšnem zelo čudnem zmenku oziroma zmenku, ker se je potencialni fant pokazal za velikega čudaka in je govoril bedarije, recimo kako je z bivšo punco med seksom zaspal. Najslabše je, da govorijo o bivši punci na zmenku, ne, ta najlepša hvala. Kakšno je bilo vaše najslabše povabilo na zmenek? En je rekel, da bi me ograbil za vikend, k njemu pa me ne bi spustil ven. Jezus, ne. Na koncu pa je Marcel, takrat se je našel na WC, je Marcel ujel enega starca, kako naj že bilo, mislim, še ni predstavil, ujel enega starca pač in kar pojedete si, malo sta se pomelila. Dober dan, gospod, lahko nekaj vprašam? Na hitrico grem v službo.
Kakšno je bilo vaše najslabše povabilo na zmenek? Kako si pa za mene našel? Nisi imel odbojna drugega vprašati? Ja, vi ste bili edini tu v parku. Ja še nisem imel zmenko, da ben še mi ni povabil. Sigurno vas še že nekdo povabil, vsaj vi koga mogoče? Ne. Nikoli? Ne. Ok, hvala. Da vas ne povem? Povejte. Bi šli z mano na zmenek? Nope. In to je bil ta skeč, ki mora biti na začetku, ta smo se malo pohecala. V videu, kjer sem igral Fortnite in predstavil moje Razer izdelke, sem dobil ogromno teh Razer nalepk in sem obljubil, da bom dal eno nagradno igro in zmagovalec je Anej Hren. Anej, prosim, nam trem napiši na info@jackonthebox.si tvoje podatke, kam ti naj to pošljem, ta čestitke. To je bilo vse danes. Tako tukaj se naročite na moj YouTube kanal, lajkajte ta video, idite na moj Instagram in Facebook profil in se vidimo naslednjič. Čau!